Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci. Nekje na Dolenjskem so kraji. Tako je eno izmed svojih pesmi začel Tone Pavčak, pri tem pa je imel v mislih občino Mirna Peč. Z nami je župan Andrej Kastelic. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in gledalcem. Po Tonetu Pavčku ste poimenovali šolo, v njegovem rodnem Šentjurju ste uredili spominsko zbirko. V Mirni Peči v bistvu ste zelo ponosni na svojega rojaka. Tako je, eden izmed teh rojakov je tudi Tone Pavček in na njega smo zelo ponosni in noben dogodek oziroma bilo kakšno dogajanje v Mirni Peči ne gre mimo njega. Ali se njegove pesmi berejo, ali so prisotni učenci osnovne šole Toneta Pavčka, za katero zelo dobro sledujemo in sodelujemo in so vpeti tako na prireditvah, kot tudi na raznih srečanjih, ki organizirajo naša društva. Kaj pa ta spominska zbirka v Šentjurju? No, spominska zbirka je zaživela in tudi kar precej obiskov je, tudi avtobusi pridejo in na ta način seveda je to lahko včasih tudi malo moteče za same krajane, vendar ljudje spoštujejo Toneta Pavčka in tudi takrat se temu prilagodijo. Bo pa potrebno še kaj na infrastrukturi narediti, da bodo ti obiski bolj prijetni, manj moteči in na ta način bo prijetnejše tudi za tiste, ki pridejo in tudi za te, ki živijo v našem kraju. Mislim, da ponos Toneta Pavčka pa ostaja sigurno. Z mislijo na Toneta Pavčka pa tudi na Lojzeta Slaka nameravate v stari osnovni šoli urediti hišo kulture. Kako je s tem projektom? Tako je, hišo kultura, mi smo projekt pripravili že kar nekaj časa nazaj, 1 leto, 2 leti nazaj, ga tudi obdelali projektno in tudi šli na razpis ministrstva, vendar žal nismo bili izbrani, vendar ta projekt je še vedno živ. Verjetno, glede na to, da se pogovarjamo tudi z družino Lojzeta Slaka, bomo fazno ta projekt nadaljevali. Tako da naša ideja je še vedno, da v centru Mirne Peči postavimo to hišo kultura, v katero bi postopoma prehajali prvič verjetno Lojzet Slak z svoje zbirkami, potem pa tudi ostali pomembni Mirnopečani. Kot so, na primer? Tudi Tone Pavček, potem Leteči Kranjec oziroma Ludvik Starič, pa najbrž se bo našel še kakšen pomemben Mirnopečan, ki ga bomo na tem mestu tudi obeležili. Uredili ste tudi pot Slakove in Pavčkove mladosti. Kje poteka ta pot? Ta pot poteka, letos bo 4. tradicionalni pohod, poteka iz same Mirne Peči, kjer se ogledajo vse pomembne znamenitosti, potem gre mimo Malega Kala, kjer je Lojzet Slak preživel svojo mladost. Tukaj nas vaščani oziroma to njihovo društvo, ki je v okviru turističnega društva, vedno prisrčno sprejme. Potem nadaljujemo pot mimo Hmelčiča, kjer so Tjevenske gorice. Tukaj se običajno nam potem pridružijo tudi vinogradniki za svojimi izdelki, ki so v letošnjem letu zopet bogati, kajti lansko leto, kot vemo, je bila zelo dobra letina. Potem nadaljujemo pot do samega Šentjurja, kjer imamo ta Pavčkov dom, kjer je tudi običajno sami vaščani priredijo zelo prisrčen program, svoj domačini tudi v svojem narečju oziroma tisto, kar oni znajo zelo dobro, običajno tudi pogostijo, tako kot so znani Šentjurci. In potem se vračamo preko avtoceste v samo Mirno Peč in tam je običajno tudi zaključek z kulturnim programom. Koliko približno je dolga ta pot? Ta pot je dolga 12 kilometrov, tako da običajno v 4 urah, 5, verjetno zaradi posameznih postankov, ki so še nenapovedani in se slučajnostno zgodijo, lahko traje tudi kakšno urco več. Vendar v popoldanskih urah računamo, da se vrnemo nazaj. Primerna je pa za vsakogar? Primerna je za vsakogar, kajti višinska razlika dobrih 180 metrov. Mislim, da to ni kakšna huda zadeva, da je ne bi lahko prehodili tudi mlajši oziroma tudi malo starejši. Veliko je poti v občini Mirna Peč, marsikatera pa vodi tudi v svetniške klopi. Na vrsti je čas za rubriko Svetniška vprašanja. V Mirnopeškem občinskem svetu sedi 10 članov, med njimi je tudi Drago Muhič in on ima za župana vprašanje. Poglejmo. Jaz glede na to, da sem svetnik iz predela Mirne Peči, 3 dolin, se pravi dolina nad železniško progo, bi imel 2 vprašanje glede tega. Prvo je, se že pogovarjamo okoli
preplastitve, odnosno asfaltiranje ceste od H1 do Hmelčiča. Drugo vprašanje pa, ki je za prebivalce Marofa najbolj pereče in je že kar s tem vprašanjem do mene kot svetnika prihaja že kar par let, preplastitev ceste v naselju Marof. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje bi pa imel okoli centra Mirne Peči. Že dolgo časa imamo in na svetu in v neformalnih dogovorih, da bi ta center Mirne Peči malo polepšal, malo izboljšal in glede na to, da smo čakali dolg časa, da se je preimenovala cesta iz državne ceste v lokalno cesto, mislim, da je čas trenutek, da postavimo že dolgo pričakovano avtobusno postajališče. Župana vprašam, mislim, da bi bilo fajn in prav, da bi vse naredil, da bi se to avtobusno postajališče naredilo v letošnjem letu. Svetnika zanima več vprašanj. Prvo je bilo preplastitev dveh cest do Hmelčiča in v Marofu. Kako je s tem? Tako je, preplastitev iz Hmelčiča do H1, to se že kar nekaj časa, kot je svetnik rekel, tudi pogovarjamo. Smo imeli malo, sicer ne težav, ampak ureditev je potrebno zemljiško-knjižne zadeve. Mislim, da ta zadeva je v zaključni fazi. Gradbeni odbor je tudi aktiven, imenovan in jaz mislim, da ko bo gradbeni odbor skupaj z pravili, ki jih imamo ob takem načinu, to pripeljal do konca skupaj z občinsko upravo. Jaz mislim, da bomo potem naročili samo preplastitev in bo ta zagotovljena. Poudariti moram pa tudi to, da je ta priključek na H1 bo potrebno tudi iz varnostnih razlogov urediti. Mi smo na direkciji to sprožili in oni pripravljajo projekte reševanja tako tega priključka, kot tudi samega priključka na Poljanah. Tako da tukaj je kar nekaj pomembnih zadev, kajti sam priključek na H1 v tem delu ni dovolj varen, vsaj po naših ocenah, čeprav je zgrajen. Kaj pa cesta v Marofu? Cesta Marof, tudi ta je in v letošnjem letu je gradbeni odbor zaživel pogodbe, mislim, da so podpisane z občani, tako da mislim, da bo projekt tudi za preplastitev v Marofu stekel. Kaj pa avtobusno postajališče v Mirni Peči? Avtobusno postajališče, mislim, da je že sam svetnik povedal, kje smo imeli kar veliko težav, ker je bila to državna cesta, sedaj je s prenosom v letošnjem letu prišla na občino in bodo zadeve lažje glede same ceste. Seveda moramo pridobiti pa tudi zemljišče za postavitev postajališča, kajti na tem, ravno na tem mestu, ko je naša želja, da bi to uredili, to zemljišče ni naše, je v privatni lasti in smo v dogovoru z temi lastniki, da najdemo neko skupno rešitev in da resnično v letošnjem letu poskušamo postaviti to postajališče. Ravno v tem času smo tudi malo izbiramo, kakšen model postaje bi izbrali, kajti želja je, da bi potem ta model ohranili tudi na drugih postajališčih, ki jih bo potrebno še zgraditi v Mirni Peči. Ob tem bi dejal tudi to, da bo tudi za samo ureditvijo samega prostora pred cerkvijo na ta način, ne samo postajališče, ampak da bi na ta način se začel urejati tudi sam center Mirne Peči in jaz verjamem, da bomo našli tudi za župnijo skupen dogovor in bomo tudi pri tem projektu pomagali in na koncu resnično prišli do pravega centra Mirne Peči. Seveda vse to pa zahteva določena finančna sredstva, katera bomo mogli zagotavljati. Se pravi, da ta prestavitev ceste je bil šele začetek urejanja centra Mirne Peči? Seveda, ena od osnov za samo postajališče je bilo tudi to, ostalo je pa en del smo že naredili, ko smo prestavitev že naredili za samo postavitvijo trgovskega centra in pa v letošnjem letu aktivno smo sodelovali tudi z župnijo, ko oni urejajo sam center pred cerkvijo, kar je tudi pomemben delež našega trga. Na terenu smo posneli še nekaj vprašanj občanov. Čas je za rubriko Vi sprašujete. Poglejmo si, kaj o življenju v občini meni eden izmed občanov. Kako ste pa zadovoljni življenjem v občini, kaj pogrešate? Super, nič. Vedno je čisto drugače, kot je bilo nekdaj, ne? V kakšnem smislu? On je pač domačin tule in skoraj z kmetije in se zna obnašati proti ljudem in sploh.
Občan pravi, da je pomembno, da župan zna z ljudmi, se strinjate? Mislim, da je to osnovnega pomena. Župan mora znati z ljudmi. Sicer tako je, ljudje običajno večkrat pridejo s problemi. Ne. To je tudi naše poslanstvo, da te probleme rešujemo in poskušamo z njimi najti skupen jezik. Ne. Kajti zato smo bili tudi na volitvah in so nas ljudje tudi podprli. In ta čas, ki ga občanom župan nameni oziroma ga daje, mislim, da je bogato poplačen. Verjamem, da včasih je malo premalo časa, pa ne zato, da bi ga ne bi hotel imeti. Imam določene stvari, se občani tudi poznajo in me tudi pri tem in to tudi upoštevajo, kajti imam še druge obveznosti, da se bi mogoče več posvetil, se z njimi pogovarjal, kadar pa je prilika, se leto poskušam in tudi moj namen, ko sem se odločil za županovanje, je bil predvsem, da poskušam v kraju narediti tisto, kar je v moji moči. Mene vse ostale visoke zadeve politike dejansko ne zanimajo. Zanimajo pa naš kraj, ki mislim, da je lep, doline so lepe, bogate, ljudje so pridni in to je to, kar mi daje zagon in pa tudi voljo do dela, ki ga imam v sami občini. Poglejmo si naslednje vprašanje. Vprašanje imam, kdaj bo vodovod pa kanalizacija v Golobinjaku. Zanima me za župana, zakaj sem plačal komunalni prispevek, če ni kanalizacije in vodovoda. Koliko ste plačali? 3000 evrov. Občini Mirna Peč pa ni kanalizacije, ne vodovoda. Katero območje? Golobinjak. No, na prvo vprašanje, kdaj bo vodovod. Vodovod se zgradi skladno s suhokranskim vodovodom, verjetno tudi občani že vejo, da smo sklep države dobili in aktivnosti so že potekale že v lanskem letu in zdaj do leta 2018 bomo to po fazah gradili in takrat bo tudi sam Golobinjak urejen. Glede kanalizacije, imamo tudi načrt aglomeracij narejen in tudi po prejšnji uredbi, sedaj je uredba spremenjeno, določeno, kje so te aglomeracije, to pomeni, kje bo kanalizacija, to pomeni javna kanalizacija, kje bo pač reševanje z malimi čistilnimi napravami. Sam vrh Golobinjaka verjetno kanalizacija ne bo, se bo reševalo z malimi čistilnimi napravami in temu primerno imamo tudi, mislim, da občan se je tudi oglasil, subvencije oziroma spodbude za graditev malih čistilnih naprav. Če komentiram še komunalni prispevek. Komunalni prispevek vemo, da je že pomemben vir občine za vzdrževanje same infrastrukture, ki je že zgrajena, ki bo še zgrajena in ki pa se jo mora tudi vzdrževati. In komunalni prispevek se računa za tiste dobrine oziroma tista področja, ki jih ima tisti kraj zgrajenega. Za sam Golobinjak verjetno ni bil komunalni prispevek zaračunan za vodovod in za kanalizacijo, je bil pa zaračunan za drugi del, za infrastrukturo, ceste pa to ne. In ta višina pač je taka, ki je izračunana po formuli, po odloku, ki je veljaven za celotno občino. Omenjali ste male čistilne naprave, razpis za subvencioniranje. Kakšen je odziv med ljudmi? Odziv je, moram reči, v Mirni Peči zelo lep. Mi smo zgradili že preko 30 malih čistilnih naprav in tudi v letošnjem letu je že razpis bil in ravno v tem tednu smo razmišljali, da bi razpis celo še enkrat podaljšali oziroma ponovili do konca novembra, da bodo še tisti, ki želijo, pa ki bi radi, lahko te male čistilne naprave zgradili in dobili določeno subvencijo. Kajti po naših ocenah je za manjše kraje, manjše zaselke to verjetno najcenejša, tako za samo lokalna skupnost, kot tudi za občana, ki bo potem, kajti kanalizacija, vemo, ki je izgrajena, potem so tudi določene obveznosti oziroma sredstva, ki jih treba plačevati za samo funkcioniranje te kanalizacije in tudi čistilnih naprav. Poglejmo si naslednje vprašanje. Ja, to, gor na Marofi, ki je kanalizacija speljana, ne? Jer vse del pred moj bajt. Mislim, da gospa je tukaj mislila ne kanalizacijo, predvsem najbrž odvodnjavanje, kajti ravno prej je bilo tudi svetniško vprašanje za ureditev, preplastitev ceste na Marofu. Drugače na Marofu kanalizacija je zgrajena. Ne? Mislim, da to sem pa že prej v prejšnjem odgovoru svetnika, v glavnem je tukaj gradbeni odbor, ki deluje in jaz verjamem, da bomo ta projekt tudi v letošnjem letu okrog, ko bo zadeve do konca speljane, tudi zaključili. In takrat, ko bo preplastitev narejeno, verjetno bo tudi odvodnjavanje urejeno, da gospej ne bo, ker je to, kar poznam na spodnjem delu, verjetno tudi kaj vode priteče. In bo treba to urediti, oziroma če ne bo treba, bomo z občinsko pravo to pregledali, da bo to odvodnjavanje urejeno, da ji ne bo motilo samo njeno hišo oziroma njeno pred hišo, kar ima tisto urejeno vrt oziroma kaj drugega. Posneli smo še eno vprašanje, poglejmo.
Ceste bi bilo, ja, zrihta treba, ja, vrh, kje čez. Isto. Kje konkretno? Sej po glabeh ljudje, kje do Grčvrha. Tako je, ne? Grčvrh je tudi en zaselek, ki je malo oddaljen od samega centra. Tam je cesta v makadamski izvedbi, verjamem, da bo tudi tam potrebno. Mislim, da je pa prav, da, ker mi imamo vsako leto ljudi vzpodbudimo, da se pač imamo tak način dela, pravilnik, da se ljudje organizirajo, pridejo na občinsko upravo, se dogovorimo o načinu financiranja in potem tudi tehnično pomagamo, da se zadeva tudi izvede. Širitev oziroma tudi kakšne preplastitve. Je pa Grčvrh kar zaselek, ki je pomemben in mislim, da je tam potrebno res kaj narediti tudi zaradi samega lažjega odvoza smeti, pa še kaj drugega. Poglejmo si naslednje vprašanje. Ja, kot občana Mirne peči me zanima, kdaj se bo začel odvijati kakšen vodovod. To je edino, kar bi lahko vprašal. Vse ostalo pa ne vem. Kje pa vodovod? Ja, recimo Jablan. Mene zanima Jablan. No, gospod je za Jablan sprašuje, v Jablanu vodovod imamo, je pa tam manjši zaselek, ki vode nima, je oddaljen več kot običajno, kot je v pravilih do 200 metrov, ne? In resnično normalno, ker je tam stalno prebivališče, je do te vode tudi upravičen oziroma ima željo, da bi tam zgradili teh zaselkov oziroma takih hiš imamo kar nekaj v Mirni peči. In mislim, da bo potrebno individualno pristopiti, tudi z nekaterimi v drugih območjih smo se že pogovarjali, imamo tudi neka pravila igre, oziroma pravilnik, ki bi se morali posamezniki dogovoriti, kako pripeljati, če je oddaljenost večja, tudi vodo do teh objektov. Seveda tukaj moramo s komunalo urediti same tehnične zadeve, ali je to možno, ali je treba kakšno prečrpavanje. Sam mislim, da v tem primeru bi se to dalo zgraditi. Jaz mislim, da bomo najdli skupen jezik, ni pa ta zaselek v povezavi s Suhokranskim vodovodom, to moram poudariti, bo treba to individualno reševati. Poglejmo si še zadnje vprašanje. Ceste bi bilo potrebno mogoče malo bolj urediti. Širina teh vaških cest, kot so naprimer v naselju, ali pa naprimer tudi okolica Pločnike nimajo te vasi bližne, ko so še prav pod Mirno peč spadajo, ne, kot je naprimer Postaja ali pa Viška vas, pa Vihre, pa te stvari druge pa. Ja. No, mislim, da je zelo umestno vprašanje, ne, ceste. Ceste mi v naši občini vemo, da smo jih mogoče zanemarili oziroma sredstvo je toliko, kolikor je in samo tista investicijska nujna dela opravljamo, tako da je, seveda so bile takrat, ki so v zgodovini se ceste delale, asfaltirale, so to bili tudi mogoče drugačna prometna obremenitev in so bile ožje, tako da to je sigurno en velik zalogaj, ki nas v bodočnosti čaka in jaz verjamem, ker bomo te osnovne zadeve, ki so nam zdaj v teh letih pomembne, te večje investicije zaključili, se bo moral posvetiti cestam. Pločniki so zelo pomembna zadeva. Imamo kar nekaj projektov, ki jih zdaj v tej fazi pripravljamo, tako Pločnik Ivanje vas, Vihre, Dobiške vasi, potem imamo tudi razmišljamo tudi o Pločnik in pa kolesarska steza od osnovne šole Toneta Pavčka ob tej priključni cesti, tako da je to kar nekaj projektov, ki imamo sicer že pripravljene, vendar na koncu se vedno konča pri finančnih sredstvih in bo potrebno nekako rangirati glede na obremenitve in pričeti z reševanjem tudi teh zadev. Jaz verjamem, da bo v bodočnosti zaživela tudi sama naša cona in na ta način, če bo zaživelo tam življenje, seveda bodo tudi potrebe večje, ampak tudi nekaj več sredstev bo priteklo, kajti gospodarstvo prinaša v kraj nekaj denarja in s tem denarjem bi se dalo tudi še kaj več postoriti, kot da sedaj poskušamo postoriti. Kot je bilo videti iz vprašanj občanov, jih zanima predvsem ta infrastruktura, ceste, kanalizacija, vodovod. Če govoriva tako na splošno občini, kako je z infrastrukturo?
Ja, infrastruktura, to je zelo pomembna zadeva in vstop v Zavo je tudi pomemben ta komunalni prispevek, ki ga je občan omenil. In tudi v samem obdobju ali pa zdaj v času je to vedno so pripombe od občanov, ker to je tisto, kar pač je potrebno plačati. Vendar brez teh virov bo ta infrastruktura še slabša. Ne. Seveda se komunalni prispevek začne takrat, ko nekdo začne graditi. Ko je nekdo začel graditi, se je neka infrastruktura že zgradila in za to infrastrukturo se potem ta sredstva namenjeno. Ne. Kar pa naše infrastrukture lahko rečem, da seveda ni v najboljšem stanju, ceste bi želeli še veliko urediti. Vodovod z Suhokrancem ga bomo v generalijah speljali v vse vasi, seveda bodo posamezni zaselki še ostali, katere bomo mogli reševati, vendar ta vodovod bo zgrajen v tem delu Suhokrancem, predvsem primarni del. Potem nas čaka ta sekundarni del, ki ga bomo potem z občani morali naprej skupaj graditi tako na tem delu Suhokranca, kot še tudi na severnem delu, ki je nam kar še nekaj ostalo. Ne. Kanalizacija je pokrita tam okrog blizu 45%, imamo 3 čistilne naprave v centru Mirne Peči, seveda z programom, ki ga bomo pripravili v bodoče, bomo potem tudi določili, do kje gremo z temi aglomeracijami oziroma čistilnimi napravi, kje bomo šli pa v male čistilne naprave. Tudi to bo zalogaj za bodočnost. Uredba sicer je zadevo 2017 premaknila v poznejše obdobje in verjamem, da se bomo, tudi nam je interes, da se trudimo in da poskušamo zgraditi te čistilne naprave in to urediti, kajti zavedamo se, da brez čistega okolja bo Mirna Peč ne bo tako lepa, kot je sedaj. Lahko pa z vso gotovostjo rečem, da je Mirna Peč še vedno čista in naravi prijazna. Posebno poglavje v občini je šolstvo. Potem, ko ste zgradili osnovno šolo z vrtcem, ste zdaj podpisali pogodbo za izgradnjo športne dvorane. Mogoče najprej, kdo je izvajalec in kaj konkretno boste zgradili? Tako je. Le smo prišli tudi do tega, da bomo tudi športno dvorano zgradili in omogočili našim osnovnošolcem prijetno bivanje in pa tudi dobro športno vzgojo. Kajti Mirnopečani so tudi po športu zelo znani in je škoda, da bi zaradi nepravih objektov oziroma neprave infrastrukture bilo to slabo. Ne. Podpisali smo pogodbo z izvajalcem Zibgrad iz Idrije. Mi ocenjujemo, da je izvajalec toliko stabilen, da ne bo kakšnih pretresov pri sami izgradnji. Zadeva se gradi na ključ. To pomeni, da je tukaj s pogodbo vse dogovorjeno in jaz verjamem, da bo gradnja potekala tako, kot je potrebno. Imamo zato pripravljen tudi ustrezen nadzor in pa tudi sami izvajalec, glede na kader, ki nam ga je predstavil in ki je sam ga tudi poudaril, kakšen ga ima, verjamem, da bo to gradnja tekla nemoteno in pa tudi skladno z standardi, ki so v samem projektu pripravljeni. Ne. Na ta način bomo dobili športno dvorano z tam blizu 1000 kvadratov vadbenih površin, kar po naši oceni nekako zadostuje za naše območje oziroma za naš kraj in tudi za ostale prireditve bodo možne noter in z zmanjšanjem teh vadbenih prostorov dobimo tudi kar nekaj sedežev lahko, da bo lahko tudi, če bo kakšna druga prireditev, lahko tukaj speljali in bo ta športna dvorana namenjena poleg osnovni šoli še tudi samim občanom. Dela bodo stekla kdaj? Dela bodo stekla v letošnjem letu. Ob počitnicah, ko zaključi osnovna šola, se bojo gradbena dela, ta večja gradbena dela začela in verjamem, da bodo tista največja zaključena oziroma že v tem počitniškem delu, potem bi pa preko do konca leta do 3. gradbene faze in v 2017 bi želeli, da bi nekako učenci že zakorakali oziroma pritekli v novo športno dvorano. Za kako velik finančni zalogaj za občino gre? Tako je, tu gre kar, seveda ta športna dvorana je v tem trenutku eden večjih oziroma največjih zalogajev poleg Suhokranca, ki se pa malo zamika v poznejše obdobje. Skupna investicija je blizu 900 000 evrov, brez DDV-ja, od tega imamo od ministrstva zagotovljenih 40%, ostalo bomo mogli pa pripraviti kot lastna sredstva sama občina. Glede na program, ki smo ga morali zaradi investicije pripraviti, ocenjujemo, da bomo ta sredstva pripravili do tiste višine in lahko zagotavljali, da se bo gradnja nemoteno oziroma brez kakšnih zapletov nadaljevala. S tem zaključujemo prvi del oddaje, po oglasih pa se nam bo pridružil županov gost. Spremljate županovo uro z Andrejem Kastelicem, županom občine Mirna Peč. Pridružila pa se nama je tudi njegova gostja.
Vsak župan ima ob sebi direktorja občinske uprave, zato je z nami danes direktorica občinske uprave občina Mirna Peč, Sonja Klemenc Križan. Lepo pozdravljeni. Dober dan tudi vam in vsem gledalcem. Župan, najprej vprašanje za vas. Zakaj ste se odločili, da pripeljete kot gostjo v oddajo prav direktorico? Ja, odločil sem se zato, ker mislim, da lahko rečem, da je to moja desna roka. Kajti glede na to, da sem neprofesionalni župan, mislim, da tudi sam lahko rečem in ocenjujem, da brez dobre direktorice bi bilo zelo težko, oziroma ne bom rekel nemogoče, ampak zelo težko voditi občino. Mislim, da midva zelo dobro sodelujeva, že kar nekaj časa se poznava in meni je resnično v veliko pomoč, tako meni kot tudi jaz mislim, da zaradi tega je tudi naša občinska uprava zelo delovna, prijetna. Jaz mislim, da tudi seveda občani včasih začutijo malo drugače, vendar mislim, da je vedno so sprejeti lepo in zaradi tega se moram tudi predvsem direktorici in pa tudi vsem našim članom občinske uprave zahvaliti in če ne bi bilo njih, verjetno tudi v naši občini ne bilo tako, kot je. Vi ste na čelu občinske uprave že kar nekaj časa. Kako je voditi tako občinsko upravo, kot je v občini Mirna Peč? Ja, občina Mirna Peč kot sama občina je prijetna, lepa občina. Jaz sicer prihajam iz Bele krajine in že od samega začetka mi je Mirna Peč bila pri srcu. Zato se včasih tudi kar sama zalotim, ko rečem moja občina ali pa naši občani in seveda govorim v imenu občanov občine Mirna Peč. Naša občinska uprava šteje 7 zaposlenih, redno zaposlenih. Trenutno zaradi daljšega bolniškega staleža imamo še eno zaposleno za določen čas. Izpolnjujemo, seveda smo enovita občinska uprava, to pomeni, da nimamo režijskega obrata, se pravi vse dela in naloge peljemo znotraj občinske uprave, seveda ob stalnem sodelovanju z našim županom in tudi občinskimi svetniki. Smo tudi nekako povezani skupno občinsko upravo občin Dolenjske Toplice, Straža in Žužemberk, se pravi inšpektorat in redarstvo. Drugače pa preko javnih del imamo zaposlena 2 uslužbenca, ki skrbita za urejanje zunanjih površin. Kakšno je sodelovanje z županom? Župan pravi, da je sodelovanje dobro. Ja, mislim, da smo se kar lepo navadili, da delamo z roko v roki. Lahko rečem, da župan je na razpolago venomer, stalno, ne glede na to, ali je to popoldanski čas, da vse projekte dorečemo skupaj, usedemo se, kolegi so redni, predebatiramo, tudi morebiti kakšne probleme. Zdaj, seveda vsem nam je v interesu, da speljamo zadeve, ki so v korist našim krajanom. Vendar moramo žal reči, da občinska uprava mora upravljati tudi dela in naloge, ki včasih le niso prijetne tako za tistega direktnega uporabnika. In takrat primer komunalni prispevki, kot je bilo tudi že danes podano vprašanje, in takrat sicer poskušamo raztolmačiti, da pač to je obvezna naloga občine, da to so direktna sredstva, ki se koristijo za infrastrukturo in takrat seveda mislim, da tle naš župan tisti vezni člen med krajani in občino, da jim probamo lepo pojasniti in zadeve umiriti. Glede na to, da gre za manjšo občino, je tudi proračun manjši, verjetno še bolj skrbno v tem gledate na vsak evro, kam ga vložite? Absolutno. Naš proračun, seveda to so večinoma te proračuni manjših občin, so namenjeni v veliki večini tisti namenski prihodki, ki prihajajo strani države iz naslova dohodnin in primerne porabe za transfere javnim zavodom, za socialne transfere in tako dalje. Tako da vsi ostali prihodki, ki so namenjeni za infrastrukturo ali za tekoče vzdrževanje, moramo mi zelo dobro pridobiti in najti način, da pridejo v občinski proračun. Pomembno oziroma v čem je občina Mirna Peč različna od nekaterih drugih občin, je tudi ta, da naša občina je zelo mlada občina po samih prebivalcih. Demografsko ni ogrožena, se pravi, tudi stopnja brezposelnosti je nizka, to pomeni, da dosegamo na raznih razpisih dosti nizek procent sofinanciranja. In po drugi strani to pomeni zagotoviti veliko več lastnih sredstev in temu primerno moramo tudi slediti, da ta sredstva pridejo v proračun. Lahko pa rečemo, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je, bom rekla, na dosti primerljivi nizki ravni napram primerjavi z ostalimi občinami, ki je kot še drugi vir prihodka v občinski proračun. Kaj pa evropski razpisi? Kakšne so možnosti za črpanje sredstev?
Ja, tako je z evropskimi razpisi. Sicer glavni razpis oziroma glavna sredstva, ki jih bomo črpali v tem mandatu, so sredstva, kot je že župan povedal, za suhokrajinski vodovod. Drugače smo vpeti tudi v razne razvojne projekte preko razvojnega centra Novo mesto oziroma v strategijo razvoja regij. Tam bomo poskušali se prijaviti na razpise, ki so vezani tudi na hišo kulture. Zdaj nekaj računati za direktne spodbude za infrastrukturo kot tako. Naša občina, lahko povem iz prejšnjih razlogov, kot sem rekla, težko karkoli predvideva. Potem seveda direktno iz države oziroma ministrstva bodo razpisovalo v prihodnosti določene razpise, ki so tudi pokrita delno sredstvi Evropske unije. Med drugim pričakujemo sedaj razpis za urejanje infrastrukture v industrijskih oziroma gospodarskih conah in tam pač moramo še nekaj dokončati in seveda upamo, da bodo pogoji takšni, da bo lahko se prijavila tudi naša občina. Kakšno pa je sodelovanje z občinskim svetom? Jaz mislim, da z občinskim svetom je zelo dobro sodelovanje. Ne? Že ta drugi mandat, ko sem župan, smo se tako dogovorili, da vsi, ki smo tako župan, občinsko upravo in tudi svetniki delamo v interesu občine. Tako da v prejšnjem mandatu in tudi v zdajšnjem mandatu nimamo opozicije pa koalicije. Dejansko poskušamo vsi, tako župan kot tudi svetniki, soglasno sprejemati določene odločitve. Seveda vsak ima malo drugačne poglede, pa tudi želje, vendar na koncu je treba najti nek kompromis, ki ga je potrebno argumentirati, zakaj tako, zakaj nekje se dela, zakaj drugje ne, glede na razpise, glede na sredstva, ki so možne in pa tudi na interes občanov, seveda ne. Tako da jaz mislim, da z občinskim svetom dobro sodelujemo in vsi, ki so člani občinskega sveta, je popolnoma jasno, da delajo za interes Mirne Peči. Včasih se pa seveda kakšne stvari tudi uskladimo na tak ali drugačen način. In eden izmed interesov je tudi gospodarstvo. Kje v občinski upravi vidite možnosti za razvoj gospodarstva? Ja, absolutno največji razvoj gospodarstva poteka oziroma bo potekal tudi v prihodnosti v naših industrijski oziroma gospodarski coni. Zdaj, zakaj tako imenujemo? Zato, ker so pač na ta način bili tudi sprejeti občinski prostorski podrobni načrti. Naša industrijska oziroma gospodarska cona potekata vzdolž ob avtocesti, kar pomeni, da imamo direkten izhod iz avtoceste, priključek, ki pelje potem v nadaljevanju v samo središče občine Mirna Peč. Tik ob tej avtocesti pa je rondo oziroma kasneje bo tudi glavni priključek oziroma glavni hod v samo industrijsko cono. Trenutno industrijska cona Dolenja vas, to je ta prva faza, v kateri imamo 21 hektarjev površin, od tega je 18 hektarjev stavbnih zemljišč namenjenih za gradnjo industrijskih in poslovnih objektov. Je tudi komunalno opremljena, se pravi z gospodarsko javno infrastrukturo, se pravi je že last občine. In v tej coni, v tem predelu sta tudi že zrasli dve tovarni, tovarna Čekomp in tovarna Strešniki Golob. Nekaj projektov pa je sedaj tudi oziroma lokacij v fazi projektiranja, tako da mi kar z veseljem pričakujemo tudi nadaljne projekte. Hkrati pa se razvija tudi gospodarska cona. Lansko leto, konec leta je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za del gospodarske cone v velikosti 38 hektarjev. To je na južni strani avtoceste, se pravi v nadaljevanju sedanje industrijske cone. Za ta predel pa sedaj smo tudi v dogovoru z državo, da uredimo še lastništvo za predel ceste, ker bo pač trenutno še po območju, kjer je v državnem lokacijskem načrtu, pač mora potekati cesta v gospodarsko cono in dogovarjanja, mislim, da potekajo uspešno. Glavna naloga sedaj pa nam je v letošnjem letu urediti razmerja, da lahko tudi seveda s pripravo na razpis, med drugim, da bo pravočasno urejeno, bomo še uredili infrastrukturo, se pravi cesto in ostalo infrastrukturo iz rondoja, sej naši občani zelo dobro vejo, kje to je, in je to glavna napajalna pot v industrijsko cono in potem nadaljevanje za gospodarsko cono. Tako da upamo na prave razpisne pogoje in tudi prave razpise. Morda veste, koliko delovnih mest ste že prinesli coni? Ja, jaz mislim, da lahko trenutno govorimo o teh obstoječih tam okrog 40 delovnih mest, s tem, da se trudimo, da bi dobili v cono podjetja, ki bi ustvarila dodano vrednost oziroma ki bi tudi zaposlila veliko število
ljudi in hkrati potekajo, lahko rečemo, tudi zelo dobra sodelovanja s Spiritom, se pravi našo slovensko agencijo, ki tudi spodbuja investicije, tudi tuje naložbe, samim ministrstvom za gospodarstvo ter seveda Zavodom za zaposlovanje. Karkoli pač o projektu, kateremkoli smo seznanjeni oziroma kdorkoli pač pride k nam in prosi za razno pomoč, stopimo skupaj in poskušamo najti pravi način. Samo mogoče jaz dodal, mislim, da kar se tiče občine, tudi že kar na nekaj projektov smo zelo veliko naredili in smo dejansko tudi od zunaj dobili pohvale, da kot občinska uprava in pa tisto, kar je v naši moči, kar občina lahko pripomore maksimalno in tudi zelo odzivno hitro naredimo. Seveda ni samo od nas odvisno, ali se bo investitor odločil ali ne, ker to so investitorji, ki so običajno iz tujine in oni želijo še neke podpore, širše podpore in to se potem dogovarja, kot je bilo že rečeno z Spiritom, mislim, da z njimi zelo dobro sodelujemo, verjetno potrebuje pa še kaj več, ne. In tukaj bi jaz le apeliral, da tudi na naše država, na ministrstva, če je nekdo tam, mislim, da bi se bilo treba zelo potruditi, da te investitore pripeljemo tudi z kakšnimi spodbudami, ki so včasih po neki zakonodaji bolj težke, vendar ker ti ljudje iščejo potem lokacije druge po naši deželi oziroma bolj na vzhodu in tam, saj po informacijah imajo kar boljše spodbude, vendar nam ti investitorji jasno glasno povejo, da Slovenija je zanimiva zaradi tega, ker je, kot rečeno, zelo varna, ljudje so delovni, smo pa verjetno po občutku malo dražji, vendar to v končni fazi je to pač tako, kot je, ker standard pri nas je nekoliko večji. Tako da bi resnično želel, in mi bomo vse naredili, da čim več teh projektov pripeljemo in omogočimo tako ne samo našemu kraju, ampak tudi celotni naši državi, da tu investitorji pridejo, kajti tudi sam prihajam iz gospodarstva, brez tujih investicij v naši deželi ne bo najboljše šlo. Omenjali ste, da prihajate iz gospodarstva, ste direktor gozdnega gospodarstva Novo mesto, zato potem bolje razumete na eni strani potrebe gospodarstva, na drugi strani pa tudi te birokratske ovire občine. Glih tukaj imamo včasih malo probleme, ker sedaj sem že prišel toliko noter, da občinska uprava je pač uprava, ki je pač po nekih pravilih igre se mora delovati in tukaj je včasih odzivnost, pa ne bom rekel za naša, ker mi smo naša uprava zelo odzivna. Včasih nastanejo določene prepreke, ki jih mi v gospodarstvu malo težko razumemo. In čas gre v gospodarstvu hitreje. To je dejstvo. Vendar občinska uprava je vpeta v državo, država tudi funkcionira po nekih pravilih, to jaz popolnoma razumem, ampak v določenih primerih bi bilo treba odzivnost večjo, pa tudi včasih sprejeti določene odgovornosti, ne čaka, da se bo neka zakonodaja spremenila. Ker če ne bomo capljali na mestu, ravno včerajšnja oddaja je bila tipična zvečer, ki je, pač nekdo bi mogel neko odgovornost prevzeti in ne čaka, da bo to trajalo, ne vem, leto, dve in takrat zadeva že odidejo. Koliko pa pri razvoju gospodarstva vpliva bližina avtoceste in pa železniškega tira? Ja, lahko rečemo, to opažamo pač sedaj, ko imamo avtocesto, ko je priključna cesta zgrajena in tudi dejansko odprta, ko se je ob avtocesti nekako zgradila industrijska cona, da so povpraševanja izredna. Se pravi, če ne bi bilo industrijske cone, verjetno tudi ne bi bilo, oziroma avtoceste ne bi bilo niti industrijske cone na tem mestu. Težko si predstavljam, da bi bili potem zanimivi za investitorje, kaj te industrijskih con je ogromno. In tako potem, kar črto potegnemo, ko se pogovarjamo s temi raznimi udeležniki, tudi con ob avtocesti je zelo veliko. Naša cona ima to srečo, oziroma lahko rečemo, da je na lokaciji, ki je nekako enako oddaljena do Ljubljane in Zagreba. Vemo, da je Hrvaška oziroma tisti del zelo zanimiv za investitorje in sama razdalja ne pomeni toliko. Tako da sedaj moramo samo res napeti vse sile, da teh investicij, kot je že župan rekel, pride čim več v Slovenijo oziroma tudi našim investitorjem pomagati. Predvsem pa mislim, da treba tukaj nekaj narediti na stroških dela, ki so gromozanski oziroma največji za same lastnike. Kako pa se razvoj gospodarstva odraža pri priseljevanju v občino? Vse ljudje priseljujejo v občino,
tudi zaradi mogoče razvoja gospodarstva. Tudi zaradi tega, pa tudi zato, ker imamo zanimivo lokacijo. Mislim, da pri nas število prebivalcev narašča, kot je bilo že rečeno, imamo mlado občino po starosti, tako da in seveda zato rabimo tudi določene in aktivno delamo tudi na teh področjih za same stanovanjske cone. Tudi tu je kar precej aktivnosti in želimo tudi to pripeljati, kajti brez ugodne ponudbe oziroma prostorov za izgradnjo, tukaj mislimo bolj individualnih hiš, lahko tudi v drugih oblikah ne bo priseljevanja oziroma, če bojo delovna mesta, bodo ljudje želeli čim bliže. Seveda, to pomeni tudi določene obveznosti same občine za povečanje ostale infrastrukture od šolstva in vseh ostalih stvari. Kje so te stanovanjske cone, kje so možnosti, da se ljudje uredijo svoje stanovanja? V Mirni Peči imamo kar sprejetih kar nekaj teh občinskih podrobnih prostorskih načrtov za stanovanjske cone. Ena najbližjih fajn je to, da se vrtijo v tem območju blizu avtoceste, blizu obstoječe nove osnovne šole, se pravi, to je stanovanjska cona Češanska Hosta, v kateri sedaj poteka postopek agromelioracije oziroma komasacije. Potem je nad postajo, tudi tukaj so se lastniki zbrali in želijo, da se spelje komasacija. Potem ko bo enkrat komasacija speljana, zadeva pripravljena za projektno rešitev in kasneje lahko se tudi že gradi sama infrastruktura. Kakšni so cilji na splošno v občini, kjer recimo vidite Mirno Peč čez 10-15 let? Mislim, da ima Mirna Peč izredno velik potencial za razvoj. Že v obdobju 10 let, odkar sem jaz zaposlena na občini Mirna Peč, so se naredile velike spremembe prav v tej fazi razvoja. Pridobili smo novo osnovno šolo, dobili smo priključno cesto za vso potrebno infrastrukturo, sedaj se gradi telovadnica, v načrtu so 3 stanovanjske cone, v kateri so že prostorski dokumenti oziroma se že pelje komasacija. Potem industrijska cona se razvija, želimo še, da v prihodnosti pride tudi železniški tir, gospodarsko cono, če dobimo močne investitorje. Tako da mislim, da se za Mirno Peč ni bati. Direktorica, hvala vam za obisk v studiu in seveda hvala za vsa pojasnila. Hvala tudi vam. Mi pa nadaljujemo po oglasih. V županovi uri gostimo župana občine Mirna Peč Andreja Kastelica. Govorila sva o ureditvi Mirne Peči, omenila sva tudi Šentjurij. Kako je pa z ostalimi vaškimi jedri? No, moram reči, da v vsaki večji vasi se je v tem obdobju kar nekaj dogajalo. Seveda glavna akterji okrog teh dogajanja so društva. Največ gasilci, tam kodar je gasilski dom, verjetno se preko gasilcev ureja tako središče, potem kakšen športno igrišče, da se tako ljudje zadržujejo na rekreacijah, kot tudi mlade družine na kakšnih drugih skupnih srečanjih. Tako da v teh, kodar so sami gasilci, gasilski domovi na ta način, druge pa sami ljudje vedno nekaj najdejo, kakšno jedro oziroma se nekaj urediti za njihovo rekreacijo oziroma da se lahko tam tudi sestajajo, dobijo, se kaj pogovorijo, kajti pomembno je tudi v zdajšnjem času, v obdobju, ko niso najboljši časi, da se ljudje med sabo srečujejo in tudi pogovarjajo. Tudi kar nekaj aktivnosti v posameznih vaseh v letu doživimo, ko ljudje imajo srečanje vasi. Veliko vasi je to srečanje že organizirano. Na ta način se večino ljudi tej vasi zbere en večer in se med sabo pogovori, družijo se tako starejši, mlajši in marsikaj dobrega tudi pogruntajo, poštudirajo in na ta način tudi pride kakšen predlog na samo občino, da je treba še kaj urediti. In to je, mislim, da je to dobro in pravo pot. V Globodolu sameva stara šola, menda bi občani radi, da jo občina odkupi? Zdaj tako je, občani bi radi, da bi prišlo to nekako nazaj v okolje. Zdaj tam je zadeva kar zapletena, kajti investitor, ki je to kupil, je imel kar dobre ideje in zaradi tega se je takrat tudi ta pogodba sklenila, ker bi tudi v kraj preneslo veliko novega. Vendar žal se je potem zgodila nesreča in ta človek je potem že pokojni in sedaj teče zapuščinska razprava in pa tudi so tudi sami Globodolci in tudi občina vedno v komunikaciji za
tudi za odkup, vendar do nekega skupnega dogovora ni prišlo. Jaz mislim, da to smo se pogovarjali tudi na vseh teh srečanjih v Globodolu in da bi najdli neko skupno rešitev, zalogaj ni tako majhen, ker potem tudi, če bi to dobili, je potrebno to središče res graditi, vendar za te 3 doline bi bilo to zelo potrebno. Oziroma bi to bilo res neko vaško središče, kjer bi se lahko dogajalo vse tisto, kar se v Globodolu že dogaja na različnih lokacijah. Jaz verjamem, da bomo z temi sorodniki najdeli nek skupen jezik, neko normalno pametno ceno in to tudi do te lastnine tudi prišli. Je pa dejstvo tudi to, da smo takrat, ko se je to prodajalo, imeli klauzulo v pogodbi, da če se bi prodajalo, ima občina prednostno pravico. Pomembna dejavnost v občini je tudi kmetijstvo. Kako občina pomaga pri razvoju kmetijstva oziroma kako pomaga kmetom? Ja, mislim, da je ena od glavnih dejavnosti v občini Mirna Peč kmetijstvo. Vsak tisti, ki se pelje preko Mirne Peči, vidi, da je tukaj zelo obdelano, ni neobdelane zemlje in tudi kmetije v sami občini so močne kmetije, saj za naše dolenjske razmere. Zdaj občina seveda pomaga tudi kmetijstvu na ta način, da ima vsako leto razpise za razvoj tako kmetijstva kot tudi podeželja in zato namenimo določena sredstva in tudi vsako leto se pridno kmetije oziroma kmetje javljajo in na ta način vidimo, da se tudi v kmetijstvo veliko vlaga. Investicije niso tako majhne in ocenjujem, da na ta način bomo ohranili, da bo ta dolina še bolj obdelana in tudi prijazna. Seveda bi bilo potrebno tudi to, kar se v kmetijstvu naredi, prideluje, spraviti tudi na trg. To je naša tudi nadaljna želja, kako organizirati nekaj. Ene kmetije so se že organizirali, da svoje izdelke znajo tudi tržiti in to je tisto, kar bi v našem kraju želeli, da tisto, kar sami kmetje pridelajo, da tudi temu dodajo nekaj več dodane vrednosti. Ne da gremo samo v neko predelavo, vemo, da mlečna pridelava je sedaj zelo v veliki krizi, je pa naša Mirna Peč znana po teh mlečnih kvotah, zelo bogatih in jaz pričakujem, da se bodo tukaj tudi kmetje pravočasno oziroma pravi čas, če bo potrebno, seveda s pomočjo tako države, kot tudi tistim, ki jim svetujejo, preusmerili, da ne bi kmetije trpeli oziroma začele nazadovati. V petek se slavnostno sejo, na kateri boste podelili priznanja in nagrade, začenja občinski praznik. Tokrat poteka pod geslom Mirna Peč na nogah. Zakaj takšno geslo? Tako je, to je 17. praznik občine Mirna Peč. Letošnjo leto smo si ga zamislili malo drugače in resnično se moram zahvaliti vsem tistim, ki so se odločili, da v to organizacijo stopijo. Je kar veliko ljudi in bo malo drugače kot do sedaj. Osnovni namen, osnovna poanta tega praznika bo dobrodelnost. Tudi v naši občini so ljudje, ki potrebujejo pomoči. In skupaj z osnovno šolo Toneta Pavčka, iz katere tudi izhaja ta deklica, kateri bi radi pomagali in pa z sodelovanjem z vsemi društvi bomo poskušali ta praznik tako organizirati, da bi celotne aktivnosti potekali v smislu dobrodelnosti. To pomeni, da bodo društva prispevala določene izdelke, aktivnosti, kjer bodo seveda to brezplačno pripravila, potem bodo pa tisti, ki bojo prišli, tako občani, kot tudi iz širše, iz našega okolja ali pa tudi iz Slovenije, z temi prostovoljnimi prispevki poskušali pomagati, da bo ta deklica po operaciji, ki jo bo opravila v Združenih državah Amerike, lahko imela tudi rehabilitacijo oziroma tisto, kar je potrebno, da bo resnično njeno življenje lepše. Se pravi, da vstopnine ni, vse so prostovoljni prispevki. Tako je, vse so prostovoljni prispevki. Zdaj, sam praznik začenjamo v petek, kot običajno, za slavnostno sejo. Tam bomo podelili priznanja in še enkrat čestitke vsem tistim, ki bodo priznanje prejeli. Tudi ta priznanja bodo bila v smislu dobrodelnosti in zahvale tistim, ki so na tem področju veliko naredili. Potem bo že sam zvečer bo tudi kot običajno veselica, tam bo kar nekaj ansamblov, ugadi se eno tih odmevnih, ki bojo sodelovali v tem dnevu. Sobota bo pa tista, katera bo pa resnično namenjena tem in bo združevala vse ljudi, od malih, velikih, starejših, manj gibljivih, bolj gibljivih. In sicer začnemo že zelo zgodaj zjutraj z konjeniškim pohodom, kjer bodo konjeniki obhodili Mirno Peč na vse te vitalne točke. Potem ob 8. uri oziroma takoj zatem se prične pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti,
sem ga že prej omenil, tako da se ve, kot se bo šlo in ta pohod se potem vrne nekje ob 3 popoldan. Dopoldan bodo potem še tudi manjši, krajši pohodi za tiste, ki so manj gibljivi. Tukaj bo osnovna organizacija imela osnovna šola Toneta Pavčka z vsemi društvi, ki bojo tam sodelovali. Potem bomo poskušali nekako nazaj spomin vrniti na mirnopeški tek, sicer ne na 21 km, ampak na 10, da bi obudili in mogoče vzpodbudili tudi v bodoče, da se ta tek ponovi in se potem poskuša tukaj tudi še mogoče v bodočnosti ponovno razviti. Potem imamo znan kolesarske vožnje kot mirnopeška pentla, tudi to bomo poskušali obnoviti. Potem bodo manj gibljivi, lahko z kočijo ali z konjskimi vpregami se popeljali po Mirni Peči in pa tudi v Zijalo. V Zijalo bo tudi krajši pohod za tiste, ki bodo imeli malo mlajše spremljevalce in tam bo tudi določen zelo bogat kulturni program. In popoldne, ko se vse skupaj vrača v Mirno Peč, bo zabavni program z društvi in raznimi aktivnostmi, to bo povzeval Darko Povše, pa tudi veliko ansamblov bo prisotnih. In na koncu bomo zaključili seveda z klapo, z dalmatinsko klapo in pa tudi z ansamblom Urbinom, tudi z vrtno veselico za tiste malo bolj resne, v petek bo bilo za malo bolj mlajše pa aktivnejše in na ta način bi to soboto zapolnili. V nedeljo pa kot običajno zaključujemo s koncertom Ferije Lanščka in pa tudi tako, da bi potem ta del nekako bil na koncu speljan tako, kot je potrebno. Pri izvedbi tega občinskega praznika sodelujejo vsa društva? Tako je, povabili smo vsa društva. Mislim, da je osnovna šola Toneta Pavčka vključila tudi izven naše občine določena društva, da bi resnično ta del, ki smo ga namenili v smislu humanosti, tudi tako potekel, kot bo potrebno. Seveda bomo potrebovali, največ, kar bomo potrebovali, predvsem dobro voljo, pa veliko lepega vremena. Ker se bližamo k koncu oddaje, nas čaka še ena rubrika, to je Bitka s časom. Danes smo že omenjali, da ste direktor gozdnega gospodarstva Novo mesto. Kaj vam je bližje, če lahko tako rečem, gozdno ali župansko delo? Ja, bližje, zdaj težko je to odgovoriti. Oboje je pomembno in odgovorno in tako se poskušam tudi obnašati. Moram pa reči, da ravno v letošnjem letu imam veliko dela v podjetju. V gozdarstvu se, verjetno je tudi znano vsem, dogajajo kar velike spremembe reorganizacijske, katere se dotikajo tudi našega podjetja. Mi smo eno od večjih podjetij, mislim, da smo tudi uspešno podjetje v slovenskem merilu, odgovorno podjetje, ki zaposluje blizu 200 ljudi in tukaj se bodo dogajale in se že dogajajo in kot direktor moram biti prisoten tako na področju doma, kot tudi v Ljubljani. Predvsem pa bi tukaj želel poudariti tudi, da se želim obnašati odgovorno, predvsem do zaposlenih in iskal bom vse možnosti, da ne bi prišlo do kakšnih pretresov, predvsem pri ljudeh, kajti delovna mesta so tista, za katere se bom osebno, pa tudi kot podjetje se bomo borili. Jaz upam, da bo država, tukaj moram poudariti, imela dovolj modrosti, da ne bo naredila kakšne neumnosti in bo, kot smo že večkrat opozarjali in dopisovali tudi na ministrstva in to državno podjetje, ki se ustanavlja, da bomo na koncu tisti, ki smo usposobljeni, smo pridni, smo delovni, odgovorni, izgubili delo. Delo bodo podobili nekje čist nekje od druge, predvsem lokalno, kot tudi surovino, ki smo jo mi z vso odgovornostjo, trdim, kar sem že v podjetju kar nekaj časa, smo skrbovali lokalno domačo lesno industrijo, s katero je bilo povezano v verigi kar precej daleč, tudi do samih prikolic v Adriji. In da bo tukaj toliko modrosti, da bo ta veriga lesna, ki jo tudi država jo tudi podpira, da bo resnično ostala, da ne bo tukaj kakšnih pretresov. Jaz verjamem in trdno upam, da bodo tisti, ki so odgovorni na teh mestih, to tudi spoštovali. Včasih smo malo skeptični, ampak jaz
sem po naravi optimist in verjamem, da bomo tudi podjetje, ki je lansko leto praznovalo 70 let, da bo tudi v bodoče še dolgo na trdnih, poštenih in korektnih odnosih delovalo tudi v bodoče. Seveda v občini pa delujem toliko, kolikor mi poskuša čas dopušča, to je verjetno bolj popoldne, zvečer in pa tudi v vikendih. Tako da dopoldne pa smo, kot je bilo že prej rečeno, vedno na vezi, tudi imamo pač tehniko omogoča, da smo na vezi tudi, če ne fizično, tudi preko teh tehničnih aparatov, tako da lahko rešujemo težave, ki se pojavljajo. Pa tudi občinska uprava je dobra. Brez dobre občinske uprave bi bilo to moje delo skoraj nemogoče. Se pravi, da je stanje v gozdarstvu v Sloveniji zdaj precej negotovo? Stanje v gozdarstvu na področju tistih podjetij, ki izvaja delo, je sedaj na prelomnici. 30. junija se zaključujejo koncesijske pogodbe, ki smo jih imeli 20 let. Država se je odločila, da tega ne bo več podaljšala, da bo ustanovila svoje podjetje, ki bo potem podeljevalo dela, za katere smo tudi mi usposobljeni. Vendar ne bi komentiral preveč, kaj razpisi so bili, kakšni so, to bo mogoče druga priložnost. Jaz upam, da bomo uspešni tudi na teh razpisih in ohranili te ljudi, ki jih imamo, in tudi podizvajalce, ki jih je v našem moču preko 50, ki so za nas delali. Mislim, to ni samo tisti, ki so pri nas, tudi drugi so pomembni, kajti vsako delo, ki ga ljudje opravijo v naši regiji, je zame zelo pomembno. Kaj vam je bližje, obisk športnega ali kulturnega dogodka? Ja, mogoče, da bom, če sem čisto odkrit, sem včasih malo bolj na šport potegne, kot pa na kulturo, čeprav zavedam se, da brez kulture tudi športa ni. Župan, hvala vam za obisk v studiu in vse lepo ob občinskem prazniku. Hvala lepa tudi vašemu kanalu, mislim, da zelo dobro sodelujemo, zahvaljujem se za vse tisto, kar v našem kraju posnamejo in mislim, da dobro posnamejo in tudi ljudi v pravo smer peljejo in še enkrat bi želel, da se ta teden, ko se bo začel naš občinski praznik, udeležite tako občani, ki vas prisrčno vabim, pa tudi drugi, ki ste izven občine Mirna Peč in imate Mirno Peč radi, pridite, jaz mislim, da bo v Mirni Peči lepo in na ta način boste tudi kaj dobrega naredili za svojo dušo. Drage gledalke, dragi gledalci, to je bilo vse. Hvala za pozornost in lahko noč.